Gospod Akrapovič, vi ste že pred 11 leti predlagali, da bi lastniki podjetja lahko tretjino dobička razdelili med delavce. Zakaj in kaj je bila takrat ta izvirna ideja? Ja, pravzaprav je ideja čisto logična. Ne? Ljudje, delavci prispevajo k uspešnosti podjetja in bi bilo zato prav, da so tudi ustrezno nagrajeni. Ne? Meni je pravzaprav en tak res velik anahronizem, ne? Da se pravzaprav za to borimo mi, ne? Delodajalci, ne? In da je toliko časa trajalo, da smo uspeli. Ne? Moram reči, da tle gre res ena velika zasluga gospodu ministru Hanu in tudi njegovemu sekretarju Frangežu, da ste se, rekel, zadnje 3 leta res trdo borila za to, da smo uspeli nekako priti do cilja, čeprav ta ni čisto dosežen. Mi smo predlagali 20% dobička, na koncu smo pristali na 10%, kar je pa seveda še zmeraj, bom rekel, kar dober rezultat, ker ta stvar, zdaj, ko je zakon enkrat že napisan, se najbrž da tudi spreminjati. Ne? Ampak nekateri so izrazili, tudi v prispevku smo lahko slišali, da mora biti povprečna rast plače v podjetju višja od povprečne v zasebnem sektorju, da lahko pride do takšne participacije delavcev pri dobičku oziroma do takšnega izplačila. No, s tem v našem podjetju konkretno nimamo nobenih problemov. To že udejanjamo in bomo tudi v prihodnosti. Tako da seveda to je nek pogoj, ki je nekako razumljiv in nujen za strani države, ki se ga bomo pač mi držali. Tako da tukaj ni za nas konkretno nobenih težav. Gospod Han, doslej predvsem finančni minister Boštjančič je imel pomisleke pri sprejemanju tega predloga, ki ste ga vi ves čas poskušali pripeljati do konca skozi vladno proceduro. A je morda tudi bližina volitev vplivala na to, da se je minister Boštjančič premislil in je vlada danes sprejela predlog zakona o udeležbi delavcev na dobiček? Mi se zdaj s tem na koncu ne bi ukvarjali. Jaz sem zadovoljen, da smo danes to vendarle sprejeli. Bilo je 2 leti, bom rekel, pogovarjanja, usklajevanja tako z delodajalci kot tudi delojemalci. Jaz se neizmerno zahvaljujem vsem, ki smo v fazi sprejemanja na nek način to sprejemali. Vse veste, kapital je mrtev, če nimaš na nek način znanja, če nimaš dobrih zaposlenih. In mi imamo že en zakon o participaciji delavcev pri dobičku, ki pa v bistvu ni zaživel. 680 ljudi je iz tega zakona dobili. S tem zakonom, pa, ki smo ga danes sprejeli, pa jaz verjamem, da bomo v časih, ko so kadri neizmerno potrebni v gospodarstvu, ko je potrebno biti konkurenčen, ko je potrebno nagraditi ljudi, da bomo z temi 3 shemami, eno so seveda denarna shema, druga je ta shema, kar se tiče dividend oziroma delnic, da bojo lahko bile podjetja atraktivna, da bojo obdržali svoj kader in da bojo lahko svoj kader tudi, bom rekel, bistveno bolj nagradili. In nenazadnje zaposleni bojo vedeli, zakaj čez celo leto delajo dobro stvar, zato da bojo lahko na koncu leta delili dobiček. Na koncu se tega dobička na nek način odpovedo lastniki in ga bojo 33% dobička delili med zaposlenimi. Gospod Akrapovič, vseeno, kako pa ste vi gledali v teh zadnjih 2 letih in pol na to zadržanost finančnega ministra Boštjančiča, ki je to svojo zadržanost utemeljeval s strahom, da bi prišlo zaradi davčnih ugodnosti pri izplačilu do zlorab teh shem? Poglejte, že ta zadeva, da mora plač rasti hitreje kot v panogi, je ena od ključev. Druga od ključev je pa to, da je pravzaprav ta sistem namenjen podjetjem, ki v Sloveniji prikazujejo dobičke in plačujejo davke, ker, kot je gospod minister omenil, lahko samo 1/3 tega dobička izplačamo zaposlenim. To se pravi, da mora biti že iz tega naslova kar nekaj davka plačanega in jaz mislim, da je to prava stvar, zaradi tega, ker vemo, da v Sloveniji tudi kar nekaj podjetij, ki pač tukaj ne ustvarjajo dobičke in preko transfernih cen denar odpeljejo v tujino, in ta bodo mogoče zdaj malo manj konkurenčno na trgu dela, napram nam, ki seveda delamo v Sloveniji in plačujemo tukaj davke. Ampak vseeno, gospod minister, kako ste prepričali ministra Boštjančiča, da je danes rekel da? Mislim, vse to je bilo v zadnjih tednih, je bilo veliko usklajevanj, tudi kabinet predsednika vlade, predsednik vlade se je na koncu seveda s to idejo strinjal in tudi danes, ko smo bili, bom rekel, v DV-softu, kjer so povedali, kakšne težave so, na kakšen način oni že zdaj nagrajujejo ljudi,
svoje zaposlene in s tem zakonom bomo lahko naredili samo en korak naprej. Zdaj pa seveda zakon je živa stvar, mi bomo zdaj videli, kako ta zakon funkcionira. V primeru, da ne bo dal teh rezultatov, kot si vsi skupaj želimo, ga bomo lahko, to, kar je rekel gospod Akrapovič, tudi na nek način spremenjali. Jaz verjamem, da bodo zadovoljni in zaposleni, in lastniki, in na koncu tudi država, ker na koncu bo imeli zaposleni več denarja za dnevno potrošnjo, podjetja bojo bolj konkurenčna, država bo dobila več v proračun in mislim, da smo naredili to edino logično potezo. Zdaj je to razlog volitve ali ne, niti ni pomembno, pomembno je, da smo prišli do cilja. Kaj bo zdaj recimo za podjetnike, kot ste vi, pomenilo, če bo državni zbor sprejel ta zakon v odnosu, če tako rečem, lastnik podjetja, zaposleni, delavec, uprava? Ja, rekel bi, da nas bo to dejansko še bolj povezalo. Mi že tako delujemo kot res ena dosti homogena enota, samo tukaj bomo imeli pa dejansko nekako en skupen cilj. Recimo, če bomo čez celo leto spremljali, kako poslujemo, bomo na koncu leta tudi vedeli, koliko bomo delili. In to je po mojem en ključnih, bom rekel, ciljev in tudi načinov, kako motivirati ljudi. Ker vsi vemo, da pač redna plača je nekaj, nagrada je pa seveda nekaj drugega in mislim, da res z ustreznim nagrajevanjem, da lahko dosežemo še več vsi skupaj. Ampak samo mogoče, ključno je tudi, da mi vemo, kaj je problem s kadri in ta sistem bo narejen tako, da bomo lahko izplačali v 2 delih, s tem, da bo mogel zaposlen biti celo leto pri firmi. Zato, da na nek način ti ta kader, ki je pomemben za tvoj razvoj, inženirski kader, obdržiš oziroma obstane v podjetju. In to se mi zdi ključno. V glavnem je pa zadeva takšna, kar se tiče vseh teh varovalk. Mi imamo en generalen problem v tej državi, ko naredi kdo kakšno napako, kak podjetnik ali pa posameznik, mi najraje naredimo potem res in kaznujemo vse. In to nas včasih, bom rekel, drži malo v ozadju, ker mi kaznujemo tistega, ki dela kaj narobe, vse ostalo pa pustimo na mir, da se bo lahko razvijalo. Imate zagotovila koalicijskih strank, da bo recimo ta zakon sprejet še pred parlamentarnimi volitvami, ker zdaj gre v parlament? No, jaz sem danes preveril tudi v državnem zboru, zakaj. V državnem zboru je zdaj kar kopica nekih zakonov, ki, bom rekel, se navezujejo. Vi veste, da nekateri zakoni zaradi tega, ker obravnava isto materijo, blokirajo drugega. Hvala Bogu, ta zakon nima nobenega pred sabo, tako da ta zakon gre lahko svojo pot. Jaz verjamem, da lahko tudi s kakšno izredno sejo ta zakon sprejmemo. Mi se bomo pogovorili še s sindikati, še enkrat z delodajalci. Jaz ga bom šel predstaviti tudi opoziciji, ker se mi zdi, da bo to na nek način pomagalo slovenskemu gospodarstvu, slovenskim zaposlenim in jaz verjamem, da bo to, da je lahko ta zakon absolutno sprejet še do februarja. Gospod Akrapovič, kako je potem potekalo teh 11 let prepričevanja? Ker začeli ste pri Alenki Bratušek, pa potem je bil Miro Cerar, Marjan Šarec v času Janševe vlade, COVID, takrat se je vsak ukvarjal s preživetjem, do sedaj Golobove. Kako je to potekalo? Ja, žal moram reči, da je bilo res to pogovarjanje gluhih, in moram reči, da je pač minister Han bil res prvi, ki je že pravzaprav takrat, ko sem mu to idejo podal na klubu slovenskih podjetnikov, nekako mu je bila ideja všeč in je rekel, da on bo pa to izpeljal. In dejansko mu moram še enkrat čestitati, da je to pravzaprav do konca mandata izpeljal. To je sigurno en uspeh. Bom rekel, ena od prvih večjih premikov za slovensko gospodarstvo dejansko v mogoče kar nekaj letih. Gospod Han, samo še očitek sindikatov, ki to podpirajo, je, da je šlo mimo ekonomsko-socialnega sveta? Jaz se moram tle iskreno opravičiti ekonomsko-socialnemu svetu. Ta zakon smo imeli na ekonomsko-socialnem svetu, res, da smo ga v fazi usklajevanj, medresorskih usklajevanj spreminjali. V petek je bil ekonomsko-socialni svet, imeli smo dogovor, da danes zakon na nek način spravimo na vlado in ga čez 2 dni sprejmemo na korespondenčni seji. Žal to ni šlo. Jaz sem poklical tudi sindikate, zakon ni spremenjen, jaz se opravičim, ampak verjamem, da ga bomo v fazi sprejemanja v državnem zboru predstavili vsem in na koncu bomo lahko relativno vsi zadovoljni.